jaz sem Irin Klemenčič, tukaj je pa Rok Kofol, ki ga že poznate, pa verjetno ga poznate tudi brez mene že odprej. Danes sva rekla, da bova rekla kakšno o Namibiji. Od mačk, levov ni kaj dost, gepardov sem jaz videl veliko, leopardov zelo malo. Ok, zdaj sva ljudi, recimo plemena, sva rekla ena zanimiva stvar, druga zanimiva stvar, definitivno divje živali. Zdaj, če si geparde videl, če si videl v nacionalnih parkih, potem si mogel imeti blazno srečo, ker večina gepardov, 90%, živi na privatnih farmah. Tam jih pa vidiš veliko. Jaz mi tako ob cesti videl, so lepo počasmerno. Res, čite? No, mi te sreče ponavadi nimamo, leoparda je zelo težko videti, drugače pa ostale stvari vidiš. Najtežje, skoraj nemogoče, oziroma čisto nemogoče v nacionalnem parku je Toša, ki je najbolj znan park in najbolj bogat in je res top, ampak ne vidiš pa afriškega bivola, ker ga tam noter ni. Je pa treba iti v predelo Kavanga, stisnenega med Angolo pa Botsvano, en tak ozek jeziček severovzhoda. Mi smo imeli srečo, izredno takrat 3 gepardi so mislim, da ni bila Thompsonova, na prvo antilopa je bila, so jo ujeli in so zraven ceste lepo počasi jedli. In smo odprli vrata od kombija našega in snemali ven, pa so nekateri malo paniko zganjali in sem jih jaz potolažil, da gepardi nikoli ne napadajo ljudi. In sem upal, da imam prav, ker je mogoče tudi noben z njih napadal, tako da sem imel prav, mogoče pa tudi, da nisem imel čisto prav. Zanimivo pri gepardih, mi smo šli tudi nek Africat Foundations, potem zdaj imamo neko haciendo, kjer so imeli prej več, zdaj žal med Covidom pravijo, da so jih leopardi napadali, geparde imajo samo še 2-3. Skratka so nam kar dost predstavili to obnašanje mačk, predvsem gepardov. To sem tudi jaz slišal, pa da nikoli v zgodovini niso druge mačke napadali gepardov, zdaj pa jih. Ja, leopard naj bi potamanil tam njihovih 10 gepardov. Ja, sem tudi slišal. V glavnem, nam so rekli, geparde, ki smo šli peš na njih, to je seveda vprašanje, koliko si ti res želiš priti blizu ene take divje živali, ko greš na nek peš safari, ampak vseeno so rekli, lejte, ne laufat, ker čim boš laufal, bo gepard tebe imel zapleniti. Smo seveda vprašali, kdaj se pa kakšne nesreče so se zgodile. V glavnem so rekli, ja, so se, ne da bi gepard skočil na naše stranke, ampak ker sem jaz s palco, ko je imel v roki, spotaknil tega človeka, da je padel, in sem s tem življenje rešil. Tako da v bistvu, če prideš blizu geparda, itak nimaš šans. Pleza hitreje, kot ti laufa, najhitrejša kopenska žival, kot ti tudi hitreje. Tako da je potem tudi predstavil, recimo na tej privatni farmi, je skočil dol s prikolice, kjer smo bili mi, med 15 gepardov. Gepard je prišel zraven njega kot mačka, tiska se na srši, in tokle pred njim se ustavil. In on ni trzel. Imel je palco za vsak slučaj v roki, ni trznil in potem se je gepard obrnil. Skratka, skušal ga je nekako v beg pognati, da bi bil zanj plen, ni šlo in to je bilo to. A ti veš, čem lovijo gepardi? Bi rekel s kremplji, ne? Ja, s šapami, ja, ne? Ne? Mislim, ja in ne. Kremplje namreč nimajo take kot mačke, recimo naše mačke, ampak imajo take zrabljene, ker stalno laufajo in so take kot kopačke tiste. Ampak imajo en krempelj tlele zadaj. In s tistim enim zahakla, kjerkoli antilopa. Hvala, nekaj novega. Se pravi, živali je kar veliko pa zanimivih, ljudje so še bolj zanimivi, kaj pa še kaj drugega? Ja, pa sem prej omenila recimo puščavo, tista rdeča puščava je res lepa, če recimo priletiš ali pa če greš malce višje od tega Namib Deserta, kot se imenuje v Swakopmund, tam je sicer rumenkast pesek, tam se da recimo squat bike, ki s 4-kolesnimi motorji pojat po puščavi. Ampak nažalost te ne pustijo, da bi sam hodil naokrog. Ne, moraš iti z vodeno, kar je v bistvu prav, ker te sipine so odrezane in ti lahko čez padeš in se poškoduješ. In to se dogaja predvsem, ko grejo domačini sami, ko greš vodeno, ni nesreč. Veš, da moj prijatelj Šeruga se je razbil kot ne vem kaj tam, a ti povedal? Ne, ni, ampak... Padel je čez kot in obe ključnice ali pa eno zlomo in pol je s takim nahrbtnikom odvodil celo potovanje do konca. Nisem vedel tega. V glavnem potem imamo recimo slapove pupa, ki sem jih omenil na meji z Angolo, pa res prekrasna narava na poti, ki se v bistvu kar spreminja. Recimo, najlepših predelov so te špickope, te ogromni monolitni hribi, recimo, kjer je tudi ena posebna energija, rdeči, ogromne skale, kamni, tako da
Je, ne, za 14 dni je v bistvu to res eno zelo, zelo pestro potovanje, tako kot imamo mi. In ena moja kolegica je rekla, ne, vsak dan eno čist noro novo doživetje. Ne. In celo potovanje je v bistvu eno samo doživetje. Vse Srim ste šli kdaj? Sesrem je v bistvu izhodiščna točka za puščavo Namib, ja. Pa ste šli noter, v kanjon? A je v sam kanjon Sesrem? Ja, seveda smo šli. Aha, zdaj. Ja ne, mene tudi bilo še najbolj skoraj od teh naravnih stvari. No, meni pa najbolj brez veze. Namreč Sesrim pomeni 6 jermenov, ne? Malo mi spominja na Petro. Se je zanimivo, ampak je super, da smo si ljudje različni. Ja, hvala Bogu, da to obstaja in ti si najbolj užival v Sesrem kanjonu, jaz pa recimo v puščavi Namib, med bušmani, med himbami, pa na A ne, pri meni so ljudje na prvem mestu, sigurno, ja, to sploh ni debate.